Divje jezero, danes v oddaji Radioaktivno, Luka je z mano. Lepo zdrav. Lepo zdrav, Boštjan. Slišimo, da Divje jezero še ni presahnilo. Ne, konstantno se polni in prazni, vendar trenutno je napolnjeno. Dve konkretni polnjeni sta že za vami, kajti 2 albuma ste že izdali. Ja, tako je. Do sedaj smo izdali 2 albuma, prvega 2015 in drugega 2017, oba pri Celinki. Mogoče bi lahko povedal, da je prve 2 albuma sta bila oba instrumentalna, ne? Torej vsa glasba je sloni le na instrumentih. Sedaj pa delate intenzivno na 3. Tako je, sedaj pa se pripravljamo na 3. album. Tam nekje jeseni, recimo septembra, smo začeli sodelovati s tem našim vokalistom, Žanom, s katerim smo že sodelovali v preteklosti, nekaj let nazaj, v enem projektu, se pravi za tale Rockerji pojejo pesnike, ki je bil, ampak smo le samo za tisto skladbo takrat sodelovali. Zdaj se nam je pa prav pridružil in zdaj smo po polnem zagonu in pripravljamo skladbe za naslednji album, ki bo pa v celoti tudi z vokalom. Pomeni, da iz instrumentalne prehajate v vokalno-instrumentalno zasedbo. Ja, tako je. En tak princip imamo, še zmeraj je dosti poudarka tudi na instrumentalnem delu, pač strukture skladb niso tipične oziroma standardne, ampak si vzamemo tudi nek prostor, tudi še zmeraj za neke instrumentalne vložke. Predvsem, da je skladba bolj zanimiva, pa bolj dinamična in tako. No. Luka, se je samo spremenila zasedba v smislu vokalista ali tudi se je kaj spremenila druga zasedba? Ja, res je. Tudi kakšno leto nazaj se nam je pridružil klaviaturist Žiga Kovačič, zamenjal je Davida Križaja. David je šel, bi rekel, svojo pot, bolj v jazz vode, ter se bolj skoncentriral na šolo, ter na druge projekte. Tako da smo se čisto prijateljsko razšli in zelo hitro našli zamenjavo Žiga, ki je sicer od nas oddaljen, bi rekel, iz Idrija, kjer smo mi, je oddaljen recimo 45 minut vožnje proti Tolminu, ampak ni problem, se uskladimo in smo se zelo fajn ujeli, tako da smo veseli, no, da se nam je išlo zelo pozitivno. Drugače pa tukaj je sedaj novi singl Virtualna generacija. Tako je. Govori o sodobni družbi. Ja. Tema je zelo aktualna, ne, bi rekel, že nekaj let. Tudi v bistvu ta skladba je nastala že, mislim, da leta 2013, ampak je stala nekje v kotu dolgo časa, tudi dokler se mi nismo zjasnili in dobili pač možnost preigravanja te skladbe in tudi snemanja. Zdaj pa, ko smo se z Žanom, tudi ko smo mi te stare naše prejšnje projekte zaključili, smo se pa z Žanom dogovorili in začeli delati smir in Virtualna generacija je torej prva ta skladba iz prihajajočega albuma, torej tale naš singl. Torej beg iz realnosti v virtualni svet. Ja, nekaj takega. Ja. Vsi smo na nek način zelo povezani s tem virtualnim, ne, zmeraj bolj, ampak mislim, da tudi počasi se tudi zavedamo, da pa le ni to vse in da se veliko ljudi tudi vrača bolj v isto realnost. Tudi vi ste v virtualnem svetu preko družabnih omrežij, pa ne nazadnje tudi preko videospotov. Ja, seveda. To je danes pač eden izmed velikih oziroma medijev, ki je dostopna vsakemu. Mogoče včasih je bilo še zmeraj malo več prostora tudi na televiziji za videospote, ne, bile so videosopnice, pa Roka, pa potem recimo tale oddaja Točka, pa Aritmija. Več se je govorilo, ne, o glasbi, mogoče tudi ne najbolj popularni, ampak žal tega prostora ni več in vse se je preselilo na ta družabna omrežja, kjer se pa hitro tudi izgubi v poplavi vsega, nažalost. Ne, tako. Bova sedaj virtualno generacijo spustila tudi našim poslušalcem, zato Luka, beseda je tvoja, da pesem pospremiš na pot. Z veseljem predstavljamo naš novi singel Virtualna generacija. Upam, da boste uživali v poslušanju. Mi smo uživali, ko smo jo snemali, ko smo jo delali in to je to. Na stari planet. Tudi skupina Divje jezero posluša oddajo Radioaktivno. Brez stropov in sten, z odprtimi vrati in okni navzven. Oblak informacij dežuje na nas, z njim prikrito upravljajo naše misli in glas. Naplezamo se, da z napravo bi človeško naravo zamenjali. Naj pogovarjamo
pogovarjamo se z ljudmi, ne virtualno z oči v oči. Vsak dan priložnost je v naši potezi, osebni stiki postajajo žrtve omrežij. Ta receptura moderna, evazija iz realnosti, nadzira nam naša življenja, kupujemo čas izgubljeni. Naprezamo se, da z napravo bi človeško naravo zamenjali. Naj pogovarjamo se z ljudmi, ne virtualno z oči v oči. Na stari planet, kot smo ga poznali nekoč, v staro mesto živahnih ulic in ljudi, na nov planet, nova civilizacija, nov začetek, virtualna generacija. Dan bo svet spet mlad. Naprezamo se, da z napravo bi človeško naravo zamenjali. Naj pogovarjamo se z ljudmi, ne virtualno z oči v oči. Na stari planet, kot smo ga poznali nekoč, v staro mesto